Hejho in dobrodošli nazaj v novem live update videu. V tem vlogu ti zaupava dve pomembni novici. In sicer, veva, da vas že zelo zanima, katera bo najna naslednja destinacija, kam se torej odpravljava po Novi Zelandiji. V drugem delu vloga pa ti zaupava, kako lahko potuješ skupaj z nama. Ja, prav si slišal. Letos namreč planirava eno manjšo skupino ljudi peljati na eno nepozabno dogodivščino po najinih stopinjah v neko že raziskano državo. Čisto v poncon stilu. Čist. Tako da poglej video do konca, da izveš več informacij. Hoj, ne, nisem pozabila na Cookove otoke, te vlogi pridejo kuj za temu, ampak tole je bila res tako nujna informacija oziroma to se je zdaj začelo odvijati in dogajati, da sva rekla, da morava to najprej podeliti, preden gremo na Cookove otoke. Tako da ne, nisem pozabila, uživaj temu videu, naslednjice pa vidimo v Cookovih. Gremo lepo po vrsti. In sicer, katera bo najna naslednja destinacija, ki jo bova obiskala po kar 15 mesecih življenja in potovanja po Novi Zelandiji. Katero državo bova obiskala naslednjo? Zdaj, tako kot sva povedala, preden sva zapustila domovino, Nova Zelandija nikoli ni bila mišljena kot najna končna destinacija. Nova Zelandija ni najin nov dom. To je res samo sva vzela kot nek enoletni projekt, ki pa se je na koncu malenkost podaljšal. Najin prvotni plan je bil sicer, da v tujini res preživiva samo eno leto. Pol pa v bistvu sva se najprej za en mesec odpravila na Tajsko, pa sva se malo ustavila še v Maleziji in šele nato prišla na Novo Zelandijo. Ampak pa je Nova Zelandija toliko navdušila, da sva working holiday vizo podaljšala. Tako da v bistvu celokupno gledano bova tukaj na Novi Zelandiji preživela kar 15 mesecev. Najina viza prihaja k koncu in kaj sedaj? Odločila sva se, da ne greva direkt v Slovenijo, saj nočva novozelandskega poletja zamenjati za slovensko zimo. Kdo bi to hotel? Tako da bova ta najin povratek res kar maksimalno raztegnila, tako da se vrneva v bistvu v Slovenijo, ko boste vi že dobro zakorakali v pomlad. Povratek v domovino bo tako kar počasen, namreč imava kar 5 letov do Slovenije. Zdaj, določene države bova obiskala prvič, določene pa se bova vrnila, ker so naju že v ta prvi otok navdušile, da jih morava še majčkeno raziskati. V februarju bova torej za dobre 2 tedna obiskala Avstralijo! Saj veš, kako je. Mislim, zarečenega kruha se največ poje in v bistvu skozi sva govorila, da Avstralija v tem letu še ne bova obiskala. Ampak nimaš kaj, tako pride. Avstralija je res ogromna dežela in v bistvu zanjo bi si rada vzela več mesecev, da jo res proper raziščeva, pa magari z binko tam. Ampak sva rekla, dobro, daj, če so pa že res na drugi polobli, pa da ne bi vsaj malo prsta pomočila v vodo, pa probala, kako je, bi bilo pa tudi škoda, tako da ja, greva majčkeno pogledati, kakšna Avstralija je za en krajši vdih. V dobrih 2 tednih si torej cele Avstralije itak ne bova mogla pogledati, bova pa dobila vsaj en občutek o tej ogromni deželi. Še en razlog, zakaj sva se vseeno vdala v usodo in se odločila, da si greva le pogledati Avstralijo, so seveda letalske karte. Večina letov namreč iz Nove Zelandije ima prestop v Avstraliji in če sva že tam, je čisto vseeno, če ta prestop še malce raztegnjava na 2 tedna. Pa tudi vi ste bili neki malo navdušeni, da bi to Avstralijo videli skozi najine oči. Sva rekla, ne morava biti tako smotana, dajva jemu strešt. Tako da ste tudi vi malo zahvalni za to, da tam narediva en postanek. V Avstraliji bova najprej za 15 dni rentala avtodom in bova v bistvu naredila en tak road trip nekje po vzhodu Avstralije, v bistvu čistočnega plana sploh še nimava, ker ni dosti cajta, da bi še to splanirala. Potem pa v bistvu vrneva avtodom in se za 3 dni odprava raziskovati še mesto Sydney. Iz Avstralije pa nato sledi let v Indonezijo, bolj natančno na Bali. Ja, Indonezijo sem sicer že videla, ampak 17 otokov ima, midva sta pa videla 2, tako da kar veliko še za raziskati, ne? Poleg tega v bistvu sta Avstralija in pa Indonezija oziroma dotično Bali zelo dobro povezana in v bistvu do tja dobiš direkten let, kljub temu, da je v bistvu dolg skoraj 7 ur, ampak je še zmeraj direkten let, povezave pa so zelo dobre in pa tudi dobiš ugodne povezave. Tako da sva se odločila, zakaj pa ne, greva še enkrat v Indonezijo in v bistvu tam bova preživela maksimalno dni, kar nama omogoča turistična viza in to je 1 mesec. Naslednji let in naslednja destinacija pa je bila nekaj čist nepričakovanega in v bistvu nikoli ni bila v planu sploh, da greva tja, ampak sva jo zdaj v bistvu vključila samo zaradi tega, ker ima toliko v redu povezave letalske z Evropo.
Ja, prvotno sva res mislila, da bova iz Indonezije direkt letela v Slovenijo, ampak Indonezija je zelo, zelo slabo povezana z Slovenijo in pa v bistvu z okoliškimi letališči. Poleg tega so letalske povezave ekstremno drage in sva rekla, zakaj pa moramo v bistvu iz Indonezije leteti v Slovenijo, lahko letiva iz kakšne druge azijske destinacije, ki je pač boljš povezana z Evropo, in na to sva najdla tole destinacijo. Ja, Singapur, vem, vsi ste že bili tam, sam midva ne, ampak glejte, tudi za naj mora biti kdaj kaj prvič. Tako da ja, tam bova preživela 4 dni, da si ga mečkam pogledala. Kaj pa pol, bova pa sigurno že vzela direkten let pa šla domov, a ne? Ne, še čist. V bistvu se bova iz Singapurja s Turkish Airlines odpravila do Istanbula in tam bova imela en krajši stopover. Turčijo sva sicer že obiskala in tudi v Istanbulu sva že bila, ampak Turčija nama je dobesedno ukradla srce in nisva se mogla izogniti temu, da si ne bi še enkrat pogledala malo Istanbul, se sprehodila po tem mestu na 2 kontinentih, spila kakšen turški čajček in pa pojedla kakšno dobro baklavo. Njihov gostoljubje je res na naslednjem nivoju in to hočeš še enkrat malo izkusiti, da ne govorimo o njihovih zajtrkih. Ja, in v bistvu ima Turkish Airlines zelo dobre povezave, ker imajo v bistvu pol še ta Istanbul tur, kjer si lahko zastonj pač ogledaš še Istanbul. Tako da sva rajš vzela tak malo daljši prestop, da lahko še to izkoristva, pol iz Istanbula, pol greva pa v Ljubljano. Poj pa dan. In zdaj drugi del videa. Pončonč potovanja. Ja, končno sva se opogumila in v bistvu sklenila, da eno manjšo skupinico ljudi popeljava na novo pončonč avanturo, da se v bistvu skupaj nekam odpravimo. Sicer nimava še čist dodelanih vseh detajlov, ampak veva pa 2 zelo pomembni stvari. In sicer kam se odpravljamo in kdaj se odpravljamo. Datum sva že izbrala. To je predvsem pomemben za tiste, ki se mogoče dejansko interesirate za to, da si počasi že veste rezervirati dopust in take stvari. Da ne bo pol kakšne panike. Na dopusta. ta zadnjo minuto, ja. No, pa zdaj mečkam bolj resno. Celotna ideja je dejansko prišla nekako od vas, ker kar nekaj nama pišete, oziroma smo že kar imeli te diskusije, da bi dejansko mogoče kdaj koga kam pelala, ne, ful nagovarjate, da bi se tega želeli. In sva rekla, dobro, ok, mogoče bi bil pa zdaj primeren trenutek za to. In v bistvu tudi v enem vlogu tam v Indoneziji. Ampak pa ste to, razmišljava, da bi mogoče enkrat v prihodnosti organizirala kakšno turo in bi kakšno skupico ljudi pripeljala v Indonezijo. Ali pa mogoče kam drugam. Tako da, če se kdaj vrnemo sem, mogoče skupaj z vami, si bo tudi naš Ponč lahko tole pogledal. Sva vas vprašala, če bi bil kdo tako malo navdušen na temu. Tako da, ja, je stvar, ki je že kar nekaj cajta v zadnjih v najinih glavah, ampak zdaj pa čas, da nekaj naredimo na tem. Čas, da gremo v akcijo. Tako, ker te malo tema ujame, zdaj pa druga svetloba, upam, da vas preveč ne moti. Kakorkoli že, Cindy? Destinacija, na katero se skupaj odpravljamo, je Indonezija. Ja, v bistvu šli bomo čisto po najnih stopinjah, tako kot sva takrat potovala, pogledali si bomo otok Javo in pa Bali, splezali bomo na 2 vulkana, si pogledali te grozote, ki se dogajajo v bistvu noter v vulkanu, se pravi, kako te rudarji v bistvu kopljajo žveplo. Potem pa se bomo seveda odpravili tudi na Bali, kjer se bomo malo zrelaksirali, uživali in pa sprostili na plažah. Destinacijo imamo. Kaj pa datum? Ja, nekako sva računala, da bi bil najbolj primeren datum v bistvu takrat, ko v Indoneziji ni monsunskega obdobja, da ne bo preveč dežja. Tako da v bistvu sva zbrala datum od 5. do 20. julija 2025. Tako da v bistvu to je od sobote do nedelje, potem naslednjega tedna, tako da v bistvu si rabite vzeti samo 2 tedna dopusta. Kakšna bo točna cena potovanja, na tej točki iskreno povedan še ne veva. Poleg tega tudi ne veva čisto točno, kako bo časovnica po dnevih izgledala. Pač ne morava vam dati tega v roke, bo pa siguran zelo, zelo podobno temu, kar sva šla midva dejansko po najnih korakih. Zdaj, če kdo ne ve, kako je to izgledalo, se bo nek zdaj tlele tudi najdu link do najne popotniške serije po Indoneziji in zelo, zelo blizu tega hočva pridati. Vse te točne detajle bova sigurno vedela nekje spomladi, ko vam bova v bistvu tudi vse servirala na pladenčku. Ja, zdaj na tej točki v bistvu res bolj kot ne zbirava neke predprijave, če temu hočete tako reči, ker
Naj v bistvu res sam zanima, zdaj, a je zanimanje, ker če se na koncu prijavita dva, to je tako pač nima smisla. Ne? Tako da, če se nas pa res nabere ena majhna skupina, pa mislim, da bo nekaj fantastičnega in ja, mi se ful veseliva. No? Če torej morda nisi dost pogumen, da bi potoval sam, ali pa mogoče sploh nočeš potovati sam, pa v bistvu bi rad družbo pri potovanju, ali pa bi rad potoval skupaj z nama. Ali pa te zanaja, baš boli briga, pa bi sam rad šel v Indonezijo. Vse to so čist ok razlogi za to potovanje. Tako da, če te zanima, daj napiši nam na tale mail, ki se bo tlele izpisal, oziroma najdeš ga tudi spodaj v opisu videa. Vsem, ki se boste v bistvu predprijavili in pa vsem najnim članom YouTube kanala, planirava v bistvu potem, ko se bo enkrat odprle te prave prijave, Uradno. ko bova imela v bistvu tudi splaniran res pač detajlen plan potovanja in pa ko bova vedela točno ceno, bova v bistvu vsem vam poslala vse to prej, predčasno. Preden v bistvu vsa širša publika zve. Tako da v bistvu sigurno boste prišli noter v skupino, ki bo šla. No. To je v bistvu nekak ideja v ozadju. Ok, če povzamemo zdaj vse skupaj. Torej, odpravljamo se v Indonezijo, Java plus Bali, odpravljamo se od 5. do 20. julija in pa v bistvu na tem mailu sva odprla predprijave, tako da ne pozabite poslati maila. In spoštovani, s tem segmentom tudi zaključujemo današnje Poncunč novice. Hvala lepa, ker ste bili z nami in lahko noč. Lahko noč. Ne, pa resno, no. V glavnem, mi se ful veseliva tega projekta. Rada bi, no, ker mislim, da se imamo lahko skupaj res boljši. In, ne, je en tak passion project, po moje, ki ga že nekaj cajta hočeva izvesti. Tako da, ne vem. Ja, končno smo zbrala pogum. Sploh ne vem, kaj ne povem. Sam navdušena sva. Končno smo zbrala pogum in res se veseliva, v bistvu, da se tudi pončki pa sončki mi skupaj med sabo povežemo in se nekam skupaj odpravimo. Tako. V glavnem, hvala vam v bistvu za vse, kar nam omogočate, za vse oglede, lajke, všečke, šere, subscribe, ni da ni v glavnem. Najboljši sledilci ste. Tako da mogoče pa to leto res eno tako ekstra Poncunč leto. Tako da do naslednjič, kakite ano. Ja, po novozelandsko, ja, še zmer sva tukaj. Ja, še zmer sva tukaj. Kakite ano. Kot rečeno, naslednjič se odpravljamo na Cookove otoke. Bo pa prvi video malenkost drugačen, začetek serije, kot ste jo morda vajeni. Na Cookove otoke bomo namreč pogledali iz perspektive ostalih potovanj, ki so jih do sedaj naredila. En kratek napovednik za občutek. Veliko krajev na naši lepi zemlji se promovira kot ultimativni počitniški raj, ampak nihče pa nikoli ne pove slabih in prikritih resnic teh tako imenovanih obljubljenih dežel. Ne pozabi se naročiti na najin kanal, da tega ne zamudiš.